A veš, da večina oziroma velikokrat se zgodi, da podjetniki in podjetnice prodajajo svojo metodo in zaradi tega pride do manjše prodaje. Zdaj zakaj? Zaradi tega, ker stranke običajno ne iščejo metode, ampak iščejo rešitev, želijo si mogoče več miru, več samozavesti, več energije, ne pa mogoče metodo, po kateri ti delaš. Seveda je tudi to pomembno, ni pa na prvem mestu. In če si samo predstavljaš, da si tvoja idealna stranka želi, da bi imela, ne vem, na zidu eno luknjo, zaradi tega, da bo lahko obesila si eno čudovito, ogromno sliko. In zdaj seveda, ker rabi luknjo, mora mogoče imeti tisti vrtalnik, ki bo torej naredil to luknjo. In zdaj, če ti govoriš in prodajaš ta vrtalnik in govoriš o tem, koliko ima vrtljajev, koliko funkcij, koliko ima, ne vem, česarkoli, potem mogoče izgubiš to stranko, ker ta si pa samo želi imeti luknjo, ker želi imeti v stanovanju čudovito sliko, ki jo bo pomirila, ki jo bo navdihnila in tako naprej. In to je v bistvu tvoje vesolje, to je tvoje, kaj je tebi blizu, koliko ima vrtljajev, kakšen je vrtljalnik. Mogoče stranko to sploh ne zanima in če ti govoriš neprestano samo o tem, te ta stranka mogoče ne bo sploh slišala, ker bo mislila, da je ta tvoj vrtljalnik samo za ene profesionalce, ne pa tudi za njo, ker rabi samo eno majhno ali pa veliko luknjico v steni za to, da obesi to svojo sliko. Tako da veliko bolj učinkovito in boljše je, če svoji stranki poskušaš v bistvu naslikati občutek, kako lepo bo njeno življenje, ko bo tista njena slika visela končno in je ne bo strah, da bo ta dragocena slika padla iz stene, ampak da bo res ji pričarala vse tiste občutke, ki si jih želi. Tako da za več informacij o tem, kako lahko prideš do strank hitreje, učinkovito bolj, kako lahko zgradiš svoj sistem, ki bo prodajal zate, pa najdeš spodaj na linku v opisu.